Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v mesecu Rožniku, ki se že nagiba k prvi polovici. Na lokalni ravni je bil pretekli teden v znamenju druženj različnih generacij. Ker pa so policisti prekinili stavko, vam bomo lahko že tudi v tej informativni oddaji posredovali nekaj dogodkov iz policijskega poročila za pretekli in ta teden. Prijazno vabljeni k ogledu. V Slovenski Bistrici medobčinsko srečanje društev upokojencev. Pretekli konec tedna so se pomerili v spretnosti in znanju mladi gasilci. Ta teden policisti poostreno nadzirajo psihofizično stanje voznikov. Konec tedna množična udeležba na 3. športnem vikendu v Slovenski Bistrici. V rubriki Lokalne novice boste, drage gledalke in gledalci, v današnji oddaji izvedeli kaj več o medobčinskem srečanju upokojencev in gasilskem podmladku. V soboto, 4. junija, so se v organizaciji Laporskega društva upokojencev v Sloveniji Bistriški športni dvorani srečali upokojenci iz občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Slavnostni govornik je bil podžupan Slovenije Bistriške občine Stanislav Mlakar, ki je prisotnim spregovoril o aktualnih problemih. V kulturnem programu so sodelovali osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, vokalna skupina Košuta in Kut Alojza Avžnerja Zgornja Ložnica. Prav tako v soboto, 4. junija, so se pri Slovenije Bistriškem gasilskem domu pomerili pionirji in mladinci iz gasilskih vrst Občinske gasilske zveze. Pohvale vredno je, da se gasilske vrste nenehno dopolnjujejo z mlado generacijo, ki pa se mora tudi izobraževati in pridobivati gasilske veščine. Gasilska liga pionirjev in mladincev se je tokrat v drugem krogu pomerila s prenosom vode, podiranjem tarč, razvrščanjem po delovnih področjih in štafeto. Sledita še 2 kroga, prvi 2 najboljši ekipi pa se bosta uvrstili na regijsko tekmovanje. Torej se ni bati, da bi ta množična človekoljubna dejavnost usihala, saj v njene vrste vstopajo mlade generacije, ki želijo pomagati ljudem v njihovih stiskah. Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica je v sredo 8. junija izvedlo predavanje ob praznovanju 25. obletnice samostojne Slovenije. V čitalnici knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je dr. Ferdinand Šerbel predaval o usodi zaplenjenih umetnin v Federalnem zbirnem centru. Takratni funkcionarji so tu dobesedno imeli mizico, pogrnice in so vnašali vse. Ker značilno, najbolj so grabili po porcelanu, po tepihih, slike velike pa kaj takšnega jih ni zanimalo. Šele zdaj, ko iščemo, ko najdemo tukaj neki založen listek iz posoje, tam se ustvarja slika tega stihijskega obdobja prvih let po drugi svetovni vojni. Poglejte, če je partizanska vojska zasedla takoj grad že tam leta 10. maja. Pomeni, da tukaj so bili še popolnoma vojne razmere. Da je vojska bila potem v gradu, ko se je delno umaknila ta partizanska vojska še čisto, leta 47. grad bil namenjen za sedež 47. artilerijske brigade. Da so potem izpraznili grad leta 53. Da je takoj po vojni so slovenske oblasti skušale iz Bistriškega grada napraviti veliko zavetišče, dom za dekleta. Vojska o tem ni hotela ni slišati, ampak se je takoj naselila leta 47 not in še upravlja s tistim, kar je še ostalo. Po več kot pol leta znova objavljamo policijsko poročilo, v katerem boste kaj več izvedeli o dogodkih in pojavih na Bistriškem v preteklem in tem tednu.
Policisti so obravnavali 14 kaznivih dejanj, od tega 4 tatvine, 3 telesne poškodbe, 3 poškodovanja tuje stvari in 4 ostala kazniva dejanja. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je z avtomobila BMW ukradel stekli stranskih ogledal in lastnika oškodoval za 100 evrov. Z drugega vozila pa je nekdo snel vse 4 okrasne pokrove koles, škode je za 200 evrov. Pragersko. Neznanec je na parkiranem avtomobilu razbil steklo, zadnje luči in avtomobil poškodoval z ostrim predmetom. Škode je za 300 evrov. Gabernik. Policisti so bili obveščeni o nasilništvu, osumljenega so pridržali, občanka pa je bila prepeljana v mariborski klinični center. Poljčane. Neznanci so več objektov porisali z grafiti, storilca ali storilce še iščejo, podana pa bo tudi kazenska ovadba. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 21 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 10 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji ter zasegli 2 vozili. Zaradi kršenja javnega reda in miru so opravili 7 intervencij. Pa še obvestilo, v času med 6. in 12. junijem izvajajo policisti poostren nadzor v prometu in sicer po usklajeni evropski direktivi, kjer preverjajo pri voznikih prisotnost alkohola in drog. Športna zveza občine Slovenska Bistrica je od 3. do 5. junija izvedla 3. športni vikend. Občani so se preizkusili v različnih športnih panogah, tudi tokrat je bilo v ospredju prijetno druženje. V tenisu so se znova pomerile krajevne skupnosti, živahno je bilo tudi v atletiki, športnem plezanju, kegljanju, balinanju, odbojki na mivki, malem nogometu, kolesarjenju in v šahu. Ljubitelji pohodništva so se udeležili pohoda po Devinskem Vintgarju, fitness studio Korenjak je pripravil dan odprtih vrat, ekipi gospodarstva in negospodarstva pa sta odigrali revijalno nogometno tekmo. Na prireditvah je skupaj sodelovalo okoli 400 Bistričanov in okoličanov. Na Zgornji Poskavi je v nedeljo 5. junija potekal 18. šahovski festival za veterane in veteranke stare nad 50 let. Na turnirju, ki ga je tudi tokrat organiziralo turistično društvo Viničar, je nastopilo 111 šahistov in 5 šahistk iz vse Slovenije. Zmagal je Dušan Zorko iz Kranja. Drugo mesto je osvojil Mariborčan Simon Jerič, tretji pa je bil Marjan Črepan iz Ljubljane. Izmed domačih tekmovalcev je bil najboljši Franc Sorčnik, član šahovskega kluba Impol, ki je osvojil 12. mesto. Nogometni klub Bistrica je v torek 7. junija na notranjem dvorišču Bistriškega gradu svečano podpisal partnersko pogodbo z nogometno šolo Maribor. Pogodbo sta podpisala predsednik nogometnega kluba Bistrica dr. Vito Martinčič in direktor nogometne šole Maribor Sebastian Harc. Martinčič je ob svečanem dogodku povedal: Veliko čast mi je, da smo prišli do tega trenutka, se pravi, da je naše delo iz preteklosti nagrajeno tudi na tak način, da smo spostavili neki novi obliko sodelovanja in neko novo pot za delanje nogometne zgodbe v Slovenski Bistrici. Ne smemo biti zadovoljni z vsem tem, kaj smo dosegli. Imamo številčno nogometno šolo, imamo mnogo mladih otrok, ki so željni uspehov, zdaj pa na nas, se pravi na strokovnem delu v klubu, na okolju okoli nas, na občini, da naredimo tem našim mladim nedobudežem pot do zvezd na široko odpret. To sodelovanje, katere danes nastaja z podpisom partnerske pogodbe, ne pomeni drugega kot uveljavljanje nekih novih standardov, tako kot se more Maribor kot vrhunski klub prilagajati standardom v Evropi, tako se mi želimo kot vrhunski klub v okviru naše občine uveljavljati standarde za naš nadaljnji razvoj. Želimo si veliko novega sodelovanja, da ne samo, da je ljudski vrt odprt, da je v bistvu tudi bistriški štadion odprt. Jaz mislim, da imamo čudovite pogoje za delo, da imamo veliko mladih otrok, da imamo dobro strokovno osebje, samo da enkrat, če rečemo, ni Superliga dovolj za nas, Bistrica si želi več. Bistrica si želi veliko več. In tu na vas mladih je to, da nam pri tem pomagate, mi vsi bomo pa stali ob strani. Hvala.
Kratek oris zgodovine nogometa v Slovenski Bistrici je predstavil znani bistriški nogometni delavec Janko Simonič. Zbrane sta nagovorila tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar in direktor nogometnega kluba Maribor Bojan Ban. Na prireditvi so se predstavile mlajše selekcije nogometnega kluba Bistrica in 2 selekcije nogometnega kluba Maribor. Sicer pa je bila v okviru slovesnega podpisa v Bistriškem gradu na ogled tudi razstava razvoja nogometa v Slovenski Bistrici in dosežkov odlične selekcije v 15 nogometnega kluba Bistrica, ki je letos v prvi slovenski ligi Vzhod osvojila 3. mesto. Privrženci nogometa že odštevajo ure do začetka Evropskega prvenstva v nogometu. Uvodna tekma bo pripadla gostiteljici Franciji in Romuniji. Kdo pa bo 10. julija igral v velikem finalu, pa bomo videli natanko čez mesec dni. Letos na prvenstvo prvič nastopa tudi 24 reprezentanc Evrope. Drage Slovenke in Slovenci, se spominjate tistega navijaškega refrena iz leta 2000? Mi Slovenci, mi Slovenci. To je donelo na Nizozemskem in v Belgiji, ko je slovenska reprezentanca prvič zaigrala na Evropskem prvenstvu. Bistričani pa smo še bolj pozorno spremljali prvenstvo, kajti v vratih izbrane slovenske vrste je stal Bistričan Mladen Dabanović. In kako se Mladen spominja, torej 16 let nazaj, tistega navijaškega refrena Mi Slovenci? Ja, sigurno, da z leti spomini malo bledijo. Tisto, kar pa ostaja, je pa res ta Amsterdam in ta tekma proti Špancem, to vzdušje, ne vem, 10 000 glave množice Slovencev, ki so prišli na to tekmo, nas vse skupaj presenetili in ustvarili res taki ambient na stadionu, ki se ga bomo zapomnili za vse življenje. Če se dotakne torej samega prvenstva v vaši skupini, torej Španci, Norvežani in Jugoslovani, če pobrskaš po spominu, torej nekaj od teh tekma? Ja, zdaj to je že večkrat ponovljena zgodba in tista uvodna tekma z Jugoslavijo takrat, veliko vodstvo, zapravljeno vodstvo, potem poraz Španci neodločeno z Norvežani in nekako se nam ni uspelo prebiti iz skupine, ampak predvsem v spominu ostaja ta tekma z Jugoslavijo, ko smo v bistvu imeli vse v svojih rokah, pa nekako se nam ni šlo, oziroma bomo rekel, smo bili kar malo presenečeni nad vsem tem dogajanjem, naredili nekaj napak in potem pravim, ampak vse splošno vtis je to, da bilo je to prvo večjo tekmovanje oziroma prvo veliko tekmovanje reprezentance Slovenije. Za nas vse, ki smo bili takrat v reprezentaciji, sigurno ena izkušnja oziroma en dogodek, ki si ga bomo zapomnili vse življenje in kot sem rekel, sicer spomini malo bledijo, ampak tisti najlepši trenutki še zmeraj ostajajo. Mladen, če se torej ozrema res tej tekmi, ki si jo tudi omenil, torej 3-0, na to pa tiste izključitev Siniše Mihajlovića in na to tisti 3-3. Bi morda sedaj kaj drugače reagirali, kot se pravzaprav takrat v sami tekmi? Tako sem rekel, mi smo to tekmo oziroma vsak posamezno, pa tudi skupaj smo že premleli, ne vem, neštetokrat, zdaj kaj bi lahko naredili, kaj bi bilo bolje, tudi selektor Katanec še vedno mu odpirajo, zakaj to, zakaj ono, ampak enostavno to je nogomet, nobene garancije ni, da bi karkoli drugače naredili, pa da je bilo drugače, lahko bi se obrnilo še slabše, tako da zdaj je to čisto brezpredmetno. Pač imeli smo priložnost, pokazali smo se v neki všečni luči, bili simpatična ekipa, ampak nažalost s premalo izkušnjami, da bi lahko šli še v naslednji krog tekmovanja. In kako si nekaj tistih dni podoživljal ti sam, torej kot vratar slovenske reprezentance na tem evropskem prvenstvu, kjer je bila res ista evropska smetana reprezentanci igralcev? Ja, to je dejansko evropsko prvenstvo ali pa svetovno prvenstvo je vrhunec vsakega športnika oziroma vsakega nogometaša, tako tudi moje, se pravi, da kasneje na svetovnem prvenstvu sem imel 1 nastop, tu sem imel 3 nastope, bil v bistvu v vlogi prvega vratarja. Ne vem, to je, kot sem rekel, to je vrhunec vsakega športnika, tudi moje kariere. Zdaj vesel sem, da sem bil del te zgodbe, ampak to je v bistvu zdaj že počasi za zgodovino, za almanahe, za stara, za ne vem, ko se vsedemo pa malo bujamo spomine, zdaj dejansko pa realnost je čisto v drugi smeri, vsak ima svoj posel, vsi že delamo druge stvari, nekateri smo v nogometu, drugi niso, tako da čas gre enostavno dalje.
Imaš pa torej kar dobre naslednike, torej potem Samir Handanović, pa sedaj Jan Oblak, torej odlični slovenski vratarji, ki so se uveljavili že v svetu. Ja, zagotovo, zdaj, tako kot ste rekli, imeli smo Samirja Handanovića, ki je bil recimo, ne vem, v vrhu, da ne pretiravamo vrhu evropskih kvalitetnih golmanov, imamo Jana Oblaka, nekaterega uvrščajo še više od Jasmina Handanovića, zdaj pred Janom je še cela karijera skoraj, oziroma vsaj 10 let aktivnega igranja nogometa, tu zadaj še Vid Belec, tako da imamo eno vrsto mladih vratarjev obetavnih, zdaj ali so bili to plod dobrega dela po klubih ali pa slučajen proizvod, to bo pokazal čas, ampak dejansko je, da nekako lažje ustvariti vrhunskega vratarja kot pa vrhunskega nogometaša. Če se torej dotaknemo letošnjega evropskega prvenstva, prvič bo na prvenstvu igralo 24 reprezentanc, kaj torej to pomeni? Ja, to pomeni, da škoda nismo zraven, v bistvu se je razširil ta sklop udeležencev na evropskih prvenstvih. Žal, mi smo zamudili to našo priložnost, da bi bili zraven. Bomo pogledali to evropsko prvenstvo kot zunanji opazovalci oziroma kot nekdo, ki mu je žal spodletelo. Kaj pa to pomeni za samo kvaliteto prvenstva in pa tekem oziroma reprezentanc, bomo pa videli, kaj so te reprezentance, ki morda ne spadajo v ta najvišjo kategorijo reprezentanc v Evropi pokazalo oziroma kaj so pripravili oziroma česa so sposobni. Na koncu še torej tisto nehvaležno vprašanje, kdo bo 10. julija torej igral veliki finale in katera reprezentanca bo po tvoje dvignila pokal za naslov evropskega prvaka? Ja, zdaj tisti pričakovan krog favoritin je sigurno, ne vem, to so lahko Francozi kot domačini, Španci, Nemci, Italijani, to so tisti, ki so vedno favoriti. Zdaj, kaj lahko pripravijo druge reprezentance, ne vem, jaz samo upam, da bo nogomet, ki ga bojo prikazali, da bo šel v smislu neke moderne igre, da ne bo preveč taktiziranja in da ne bo, ne vem, prvakinja ali pa prvak država, kot je bila Grčija, z neko, ne vem, destruktivno obrambno igro, ampak da bo to res reprezentanca, ki bo pokazala v tem trenutku največ. Spoštovani, končana je informativna oddaja. Bliža pa se tudi konec šolskega leta. Matura je v polnem teku, na programu so šolski izleti, iztekajo pa se tudi športna tekmovanja in drugi dogodki, kajti dopusti in počitnice so že skoraj pred vrati. 16. junija bodo vsa gospodinjstva v občini prejela občinsko glasilo Informator, kjer boste izvedeli tudi kaj več o preteklih in prihodnjih dogodkih. Pa srečno do prihodnjega tedna.